Lep pozdrav iz studia 236. Moje ime je Lajontina da Buda. Zaradi ultraafere lažnivega kljukca Gregorja Golobiča je na letu Krakov-Ljubljana prišlo do najbolj pomembne politične odločitve v zadnjih nekaj letih tranzicijske levice. Nekdanji predsednik republike Kučanov Milči je po pogovoru z Evropskim komisarjem za znanost in raziskave Janezom Potočnikom premierju Pahorjevemu Borčiju obelodanil novico, da bo v nedeljo, nekaj minut po 7. zvečer, minister Gregor podal odstopno izjavo. Po najnovejši spin reakciji sil kontinuitete bo Potočnikov Janez priletel iz Bruslja in prevzel vajeti visokošolskega resorja ter nato po ad hoc spletnem kongresu prevzel še vodenje stranke zares. Borč je med srkanjem Red Bulla v prvem razredu letala Milčiju že obljubil, da si bo po tej genialni rošadi, zaradi katere ne bo prišlo do vladne krize, po svojih najboljših močeh prizadeval, da lažnivega kljukca Gregija pošlje za komisarja v novo sestavo Evropske komisije. S tem se že strinjata tudi zadnje čase ponovno zaljubljeni Tonči Rop in republiški predsednik Danilo Atatürk. Ta sta imela sicer malce drugačne scenarije, a žal nimata pravih možnosti soodločanja proti Murgelskemu centru iz ozadja. In tako bo rdeči volk sit in vladna koza cela. Vodilni oranževci so sicer stopili v bran napačni laži svojega šefa stranke in ob tem pojasnili, kateri politiki pred lanskimi volitvami novinarskih vprašalnikov o premoženju sploh niso izpolnjevali. Cel teden poslušamo o tem, kako je sicer Gregor Golobič prijavil Kosovi komisiji, je pa zamolčal medijem. In jaz bi prosil Bog, da kar našteje nekaj imen, ki so ravno tako zamolčali svoje premoženje medijem. Franc Cukjati, Jože Tanko, Barbara Žgajner, Jožef Školč, Aleš Gulič, Vasko Simoniti, Franc Kangler, Boris Popovič, Andrej Bručan, Zvonko Črnač, Branko Grims, Bojan Homan, Robert Hrovat, Srečko Hvalc, Eva Irgl, Franc Jazbec, Alenka Jeraj, Jožef Jerovšek, Dimitrij Kovačič, Branko Marinič, mimogrede včeraj je pozval Gregorja Golobiča k odstopu, Stane Pajk, Rudolf Petan in tako naprej jih še. Vendar so oni zamolčali, Gregor Golobič je zlagal. Se pravi, povejte, v čem je razlika v posledicah. Vidite, naj vrže kamen tisti, ki ni isti. Naj. Pavle Gantar, alias raztreseni profesor, pa je imel na oranžni seansi še krajše predavanje o etiki in morali v luči tako imenovane nove politike. Lahko jaz povem, najprej, mogoče to. Vsi mi smo, tako kot bo rečeno, šli v to, da bi želeli neko drugačno, transparentno in odprto politiko. Ljudje smo, zmotimo se, naredimo napako in še jih bomo naredili, te napake priznamo in opravičimo. Za mene je vprašanje, v kakšni relaciji si do svojih lastnih napak, če jih znaš priznati in seveda se tudi opravičiti. Samo posipavanje s pepelom, samo, pa ne bo pomagalo. In kaj na vse te zdrahe pravi podprvak opozicijskega SDS-a Zverov Milančak? Bo anonimka v kreditih Ultre sploh kaj pomagala njegovi evropski četici? Bo? Ne vem. Ne vem, če bo anonimka karkoli kriva, dejstvo je, da zgodba o Ultri in gospodu Golobiču je postala zdaj vroča tema, ki lahko nekoliko vpliva na razmerje sil, ampak jaz mislim, da niti ne toliko na dosežek, na izid SDS, kot na razmerje med SD in pa zares, in pa tudi LDS. Tukaj treba vendarle poudariti, da več ali manj lovimo v različnih bazenih volilne glasove in da se znotraj blokov ti volilni glasovi pretakajo. Kako bi vi ravnali na mestu Gregorja Golobiča? Bi odstopili? Ja, jaz verjetno ne bi imel po takih zgodbah moči in pa obraza, da bi nadaljeval kariero. Mogoče ima on bolj trdo kožo in bo prenesel vse te pritiske, ki so zdaj na njega in postal v politiki, ampak nisem pa prepričan, da je to za njega in stranko dobro, da hip. Nekaj sem hotela reči, kva že? Aja,
Moja napoved za evropske volitve je naslednja. SDS dobi 3, SD enega, NSI enega, LDS enega in Desus enega poslanca. Kar pomeni, da bo SDS končno zmagal z veliko razliko. In pol ti zverov reče, da anonimka ne bo pomagala. A ta zver sploh zna lagati? Ste kdaj lagali, prikrivali med svojim političnim delom? Mislim, da ne. Da je verodostojno delo zelo za politika nujno in ključno. Treba se je pač izogibati laži ali pa prekrivanju. Kaj pa v osebnem življenju? Veste kako, ni potrebno vedno povedati, kar si misliš. Ne? Ni potrebno reči, kakšnemu ti pa nisi najbolj lep. Če pa se tako misliš, prekriješ svoje stvari. Ne. Jaz pa tega ne počnem. Jaz sem poštena. Viš? Ker nimam tako trde kože kot Gregi namreč. Ne me basat, no le počakajmo, da se Janša poroči in zver prevzame stranko. Finančni minister Frenki Križanič nam je ravno pod vplivom afere lažnivega kljukca priznal, da je kljub velikemu nasprotovanju premierja Borčja pogodbeno zaposlil nekdanjega člana SDV Draga Isajloviča, ki je leta 1988 aretiral Ivana Janšo. Najprej me zanima o moralnih, spornih lažeh, recimo temu ministra Golobiča. Bi moral odstopiti, bi moral nositi posledice kot minister še vedno v vladi in seveda se zavedati tega, da mu verjetno mediji in javnost več ne verjame. Moralno sporno me zanima zaradi tega, ker se je tudi vam, ko ste hoteli imeti gospoda Isajloviča na vašem ministrstvu kot svetovalca, se je zaradi nekaterih domnevno moralno spornih dejanj se mu morali odpovedati. Pa me zdaj resno zanima, če lahko vsaj ta komentar slišimo iz vaše strani, je tukaj moralna nekako dolžnost ministra, da ob takih zadevah, kot se je zgodila ministru Golobiču, ponudi saj svoj odstop? Torej, to je vprašanje za gospoda Golobiča oziroma za premijeja. Zdaj, kaj pri morali je te vprašanje, ampak gospod Isajlovič pa je moj svetovalec in to zelo pomemben svetovalec, se pravi, on je na moje zaupanje in z menoj dela je na ministrstvu. Ima pogodbo na ministrstvu, se pravi, ga porabljam posebej tukaj v zvezi s prestrukturiranjem podjetij in pomočjo podjetjem v težavah, vpliv upnikov na to, da se bo do nekatera podjetja povrnila, ki so že propadla, je zelo pomemben kader na tem področju. No, pa smo spet tam, kjer so obljube eno, dejanja pa drugo. Pa Frenki, kaj bolje spi v teh kriznih časih, ko se bo zatresla vlada? Jaz kar dobro spim, no. To so se že pogovarjali. Kar se tiče krize, je osnovni problem, ker je toliko psihološke narave, da je težko napovedati, kdaj bo res, ali smo že ven, ali lahko še enkrat nek nov strah zadeva še enkrat zapelje navzdol. Tveganje zdaj recimo stečaj General Motorsa je gotovo velik. Ne sanjam, ampak recimo, če me že skrbi, če govorijo o prispodobah. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Jeboš kulturo, če ima Peko modno revijo. V festivalni dvorani so v šolenčkih modno stopicale manekenke in manekeni v kreacijah Milana Gačanoviča, Nina Ovsenar, Barbare Šuštar, Mateje Glavnik in Vesne Preisinger. In se trudim zadeve zliti skupaj, ne? Tako da, naprimer, ta čevelj, ko ga imam zdaj obut, mi je zelo všeč, pa mogoče še eden, da ga najdem. Zakaj ravno ta? Jaz sem včasih, ko sem bil zelo majhen, sem hotel biti gusar in ta čevelj me spominja na gusarja. Captain Hook bi ga lahko imel. Ali verjamete, da lahko v Sloveniji najdete kupca za čevlje za 11.000 evrov oziroma nadgrajene za 35.000 evrov? Menda je ženska, ki jo to zanima, danes tukaj. Po podelitvi nagrad Trimo arhitekturnih nagrad in Trimo Urban Crash v Stari elektrarni je bila na Metelkovi otvoritev uradne zmagovalne instalacije s koncertom Poglejmo. Še vreme.
Na sedežih političnih strank bo v nedeljo zvečer okoli 55 stopinj Celzija, zato vam Lajontina da Buda, to sem jaz, priporoča, da se po oddani glasovnici na volišču vzporednim anketarjem zlažete, koga ste zares volili. Le tako bodo nekateri ob 19. uri doživeli hladen tuš. Iz mariborskega studia 236 to so bile resnične vesti na vesti. In ne pozabite, laž ima še vedno kratke noge.